Torej, ta skladba je nastala z idejo, da se izvede kot drugi stavek skladbe Vox Uroša Rojka. To skladbo sva z Urošem večkrat igrala in gre za v bistvu precej statično skladbo, zelo tiho, z zelo malo akcije. In moja ideja je bila, da vzamem nek čist osnovni material iz te skladbe, ki je skorajda v moji skladbi neopazen, in naredim nek stavek, ki bi bil kontrasten Voxu, se pravi tej umirjeni statiki, o kateri govori ta Vox. Se pravi, naredil sem eno dokaj dinamično, ritmično, ekspresivno skladbo, v kateri večkrat uporabljam elemente improvizacije. Ideja te skladbe pa je bila tudi, da bo funkcionirala, če ne bo sterilna. Se pravi, jaz nisem želel napisati skladbo, ki bi morala biti 100% izvedena, da bo funkcionirala, ampak sem si želel napisati nekaj, kar bo funkcioniralo tudi, če ne bo izvedeno do potankosti, tako kot piše v partituri. Zdaj, jaz izhajam v tem Unleashed'u iz nekega šuma, več enih teatralnih momentov, se pravi, vsekakor to skladbo fajn tudi videti, ker gre čisto za teatralno nadaljevanje tega, kar se zgodi v Voxu. Bom malo obrazložil to sterilnost, o kateri sem govoril. Gre za to, da Uroš Rojko ni profesionalen klarinetist, ne. On je izšolan klarinetist, ki pa zdajle trenutno igra klarinet zelo kampanjsko, ne. Podobno kot jaz komponiram, ne. Se pravi, ko ima kake koncerte, igra klarinet, drugače ga pa v bistvu ne igra. Ampak midva igrava že dlje časa in jaz vem, da on vse svoje tehnične, ne bom rekel pomanjkljivosti, ampak enostavno svoj tehnični manko nadomesti z neko izjemno muzikalnostjo in jaz z njim res rad igram. In ker sem pač to skladbo njemu posvetil, sem jo napisal na tak način, da ne rabi biti perfektna, ne. Res bi se rad zahvalil za njegovo pripravljenost, da se je podredil, se pravi, partituri in da je vložil ta čas in trud in mislim, roko na srce, njemu je skladba posvečena in brez njega verjetno te skladbe sploh ne bi bilo, ne. Mislim, on je na to skladbo vplival bolj še bolj kot izgleda na prvi moment, ne. Tako da, v bistvu je to res tudi eno veliko priznanje tudi njemu, ne, Urošu. V bistvu sem jaz vse skladbe do zdaj, ki sem jih napisal, naredil na nek način na poezijo, ne, na slovensko poezijo. Vedno sem izbral neko skladbo, neki komad, se pravi neko pesem na podlagi približne ideje, ki sem jo imel v skladbi. In potem sem si ponavadi to pesem nastavil nekam na mizo, kjer sem delal in mi je to vedno pomagalo, ne. To se mi je zgodilo že s Tomažem Šalamunom, sem tudi uglasbil neke njegove pesmi za trio. Potem Gregorja Podlogarja za pihalni kvintet in v tem primeru Srečka Kosovela. Tako da jaz sem več berem poezijo, in ko imam neko idejo za skladbo, poskušam najti poezijo, ki bi mi nekako ustrezala temu mojemu konceptu. In s
si na nek način poenostavim dejstvo, da moram o moji skladbi nekaj napisati, ne? Se pravi, ponavadi pol ne napišem nobenega teksta. Po drugi strani se mi pa zdi tudi zanimivo, da širim to neko slovensko kulturo, se pravi, da nekdo, ki pride na koncert, tudi prebere eno zanimivo pesem in pa se vpraša, zakaj pa zdaj to tu, ne? Ali je to zdaj forma po tej pesmi ali sam neka notranja energija, ki jo izžareva ena pesem. Mislim, to pa seveda pustim odprto, ne? Mogoče nekdo sploh ne bi našel povezave med pesmijo pa se pravi skladbo, ki jo slišijo. Mogoče pa nekomu to odpre neka čist druga spoznanja kot meni, na primer, ne? Tako da me zdi to ena taka zelo zanimiva kombinacija in jo bom sigurno še v prihodnje kdaj prakticiral.